Dober dan. Lep pozdrav iz Bruslja, kjer poteka mini plenarno zasedanje Evropskega parlamenta. Kot običajno je začetek vsakega zasedanja namenjen obravnavi aktualnih dogajanj v Evropi in po svetu. Tokratni temi, ki sta pritegnili našo pozornost, sta sodni proces in obsodba Julije Timošenko ter nasilje na Bližnjem vzhodu. Kot je izpostavil predsednik parlamenta Jerzy Buzek, je bil celoten proces proti ukrajinski voditeljici opozicije politično motiviran. Druga neprijetna novica je verska nestrpnost in izbruh nasilja v Egiptu ter nadaljevanje nasilja v Siriji in Jemnu. Na srečo pa so tudi pozitivna dogajanja, kot denimo priprave na svobodne parlamentarne volitve v Tuniziji. Nadaljujem z dobro novico za države Zahodnega Balkana, ki sodelujejo v stabilizacijsko-pridružitvenem procesu. Poslanci smo podprli predlog, da lahko te države do konca leta 2015 izvažajo izdelke v Evropsko unijo s carinskimi olajšavami. Dostop proizvajalcev iz Albanije, Bosne in Hercegovine, Črne gore, Hrvaške, Kosova, Makedonije in Srbije na evropski trg je eden od načinov za krepitev njihovega gospodarstva, kar ugodno vpliva tudi na stabilizacijo političnih razmer. Poslanci smo sicer dodali varovalko, ki omogoča spremembe, če bi uvoz kmetijskih in ribiških izdelkov iz teh držav povzročil resne motnje na evropskem trgu. Z Balkanskim polotokom je povezana tudi naslednja tema. Gre za vključitev Bolgarije in Romunije v evropski šengenski sistem. Obe državi sta izpolnili zahteve in v juniju smo poslanci z veliko večino podprli njuno vključitev v šengensko območje. Vendar pa Nizozemska in Finska blokirata prošnji teh dveh držav in zahtevata od njiju, da izpolnita dodatne pogoje. Naslednji teden se bodo v ponedeljek in torek v Bruslju sestali voditelji vlad in držav članic na Evropskem svetu. Zato smo del našega dvodnevnega zasedanja namenili tudi pripravam na Evropski svet in se seznanili z glavnimi temami. Te bodo predvsem ekonomske in bodo zajemale gospodarsko politiko, spodbujanje konkurenčnosti in rasti ter priprave na naslednji vrh G20. Med malo manj ekonomskimi temami je okolje, saj bo novembra v Durbanu konferenca o podnebnih spremembah. Poleg plenarnega zasedanja so v tem tednu potekale še številne druge aktivnosti. Med temi želim izpostaviti kmetijstvo. Člane parlamentarnega odbora za kmetijstvo smo danes prisluhnili Evropskemu komisarju Ciosu, ki je predstavil pogled komisije na to, kakšna naj bi bila skupna kmetijska politika v obdobju 14-20. V Evropskem parlamentu smo mnenja, da bi veljalo vrsto stvari urediti drugače, kot je predlagala komisija, če želimo res učinkovito in uspešno skupno evropsko kmetijsko politiko. Tako da nas v prihodnjih mesecih čakajo zanimiva pogajanja tako s komisijo kot s svetom. Hvala lepa za vašo pozornost in lep pozdrav.